Srečanje s turškimi gospodarstveniki iz avtomobilskega sektorja na Gospodarski zbornici Slovenije se je udeležilo več kot 50 predstavnikov slovenskih podjetij. Dogodek je bil namenjen seznanitvi s poslovnim okoljem ter vzpostavitvi trgovinskih, proizvodnih ali razvojnih partnerstev, saj turški avtomobilski sektor predstavlja najmočnejšo industrijsko in izvozno panogo v Turčiji. Today we are happy to welcome the Turkish business delegation from automotive sector in Turkey. The automotive sector is the biggest export company in Turkey, and our economic relations are getting better and better each day, but there is still room to do more. Recently we have already concluded joint economic commission meeting in Turkey. We consider this meeting as an important tool to enhance our economic relations and trade relations. We give importance such contacts because we believe that businessmen, exporters, companies should interact effectively. And I hope that this will be a very fruitful and successful meeting. Odlične izkušnje turškega investiranja v Sloveniji je na primeru podjetja v delo predstavil Gregor Bombek, prokurist podjetja. Leta 2011 je v lastniško strukturo podjetja vstopil turški investitor. S tem so se odprla nova obzorja za nas, nove povezave in pa nove priložnosti, da še bolj prispevamo našim kupcem. Se pravi, da imamo enega investitorja, ki ta posel vlada in nam je pripomogel temu, da smo lahko še povečali naše, prodajo in odnose z kupci. Kaj pa lahko Slovenija ponudi tujim investitorjem? Slovenija lahko tujim investitorjem v avtomobilski industriji ponudi zelo veliko. Imamo zelo razvito lokalno dobavno verigo, se pravi veliko dobaviteljev za avtomobilsko industrijo je v okolici Slovenije in v Sloveniji. Imamo dobro infrastrukturo, blizu kupcev smo v Evropski uniji v končni fazi, tudi iz tega stališča so poti do kupcev odprte in pa znanje, kompetence, fleksibilnost in pripravljenost za delo. Srečanje je 14. junija 2017 organizirala Gospodarska zbornica Slovenije v sodelovanju z agencijo Spirit Slovenija, Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Avtomobilskim grozdom Slovenije.